Goran, pred 3 tedni, ko ste sedeli v istih prostorih, vaše besede niso zvenele optimistično glede nastopa v reprezentanci. Nikoli ni bila sporna vaša želja, ampak vodili so vas drugi razlogi. Kaj se je v teh 3 tednih spremenilo? Spremenili se je dosti stvari. Dobil sem potrdilo, da moj gleženj lepo napreduje, da se zdrav, tako da ni več, ko bi rekel, v tisti nevarnosti, da bi se bal za ono, ko bi rekel, malo težjo poškodbo. Potem pogovarjal sem se z ženo doma, tako da en razlog od tega bi tudi, da bi mogel iti avgusta v Ameriko in bi treniral mesec pa pol dni tam, tako da Maja pa Mateja bi ostala tukaj, jih ne bi videl en mesec pa pol. Tako da tudi to je šlo malo na plus k reprezentanci. Potem pa tudi, ko sem imel sestanek s KZS-jem, seveda so mi prestavili urnik in smo tudi prišli do tega zaključka, ker sem bil zelo utrujen prejšnjo sezono in to, da se bojim glede te utrujenosti. In to svetovno prvenstvo je krajše, ni toliko ekip, zdaj ne vem glih točno koliko ekip, ampak je krajše prvenstvo. Pa tudi v bistvu te priprave smo se zmenili, da bo malo krajše mogoče za mene. In na koncu sem tudi govoril včeraj s klubom, tudi že prej, ampak sem jih nekako predstavil to celotno zgodbo in nekako sem jih tudi malo omehčal glede tega in na koncu je bila zelo lahka odločitev glede mene, da zaigram na tem svetovnem prvenstvu. Glede na medijske zapise v ameriških časopisih, kolikor smo lahko zasledili, klub resnično ni bil naklonjen v pomladnem času vašemu nastopu za reprezentanco. Omenili ste, da ste jih majčkeno omehčali zdaj. Torej pomeni, da imate zelo močno besedo kot prvi zvezdnik v klubu. Mislim, da v Ameriki so tudi ti delodajalci, oni ti ne morejo prepovedati igranja za reprezentanco. Njihova, in tudi nikoli ti ne bi, njihova glavna skrb je seveda zdravje, kajti na koncu so oni delodajalci, oni te plačujejo, so vložili veliko denarja v te igralce in nekako se bojijo, da pride na začetek sezone, pridejo vsi zdravi. Tako da to je njihova glavna skrb. Ampak seveda jaz jih čisto razumem. Glih zato mislim, da je to zelo v redu, da se KZS in organizacija pri Phoenixu, te ljudje, da se pogovorijo in da naredimo ta plan priprav, kakšen bo imel. Kajti na koncev, če bi mene vprašali, jaz bi treniral z ekipo od prvega do zadnjega dne, ampak na koncu to tudi ni možno zaradi mojega delodajalca. Ampak mislim, da tudi oni vejo, da sem imel zelo odlično sezono tudi zaradi reprezentance, da sem bil zelo fizično dobro in psihično dobro pripravljen, da sem imel že veliko tekem za sabo in da sem bil že v nekakšnem tem ritmu. Tako da to tudi pričakujejo v tej sezoni na začetku. Jaz pa lahko samo upam, da bo brez poškodb in da se bo vse srečno šlo in da bo tako, kot mora biti. Ampak Phoenix bržkone povsem blagohotno pa le ni sprejel vaše odločitve za igranje za reprezentanco. Nekakšne pogoje verjetno so postavili. Konkretno kakšne? Pogoji so predvsem glede treninga. Glede treninga pa pripravljalnih tekem. Da se da skrajšati ta trening čim manj, kakor ga potrebuješ. In seveda te pripravljalne tekme, da jih ne odigram, to, kar mislijo, da to ni tako pomembno, kakor one ta prave tekme. Ampak zdaj pa iz te strani, če gledamo iz reprezentance, pa meni osebno, pa mislim, da to tudi je pomembno, če hočeš narediti eno kemijo v ekipi. Tako da bomo videli. Tako kot sem rekel, jaz sem zdaj v taki situaciji, da moram ugoditi obem stranem, tako KZS, tako kot bomo v klubu. Tako da jaz upam, da bomo našli eno zlato sredino in da bomo vsi zadovoljni. Omenili ste, da nekako Phoenixove želje ni, da bi prišli tako iztrošeni nazaj v klub kot lansko leto. Kako boste to uskladili nekako z vašo veliko željo, da pravzaprav na vsakem treningu in tekmi date vse od sebe? Ja,
Mislim, da sem se to lansko, da sem se po tej letošnji sezoni to naučil, kdaj si moramo vzeti pavzo, kdaj pa trenirati močno, ne. Tako da bilo je toliko tekem, da če po prvič povem letošnjo sezono, sem zelo malo treniral med sezono. V bistvu sem večinoma časa preživel na mizah, na masažah, na kakšnem treningu, ke se veliko ne teče. Tako da, ampak mislim, da tudi saj 7 tekem, 10 tekem na svetovno, 12 tekem, to spet ni toliko veliko tekem, ne. Tekme te ne iztrošijo toliko kakor te priprave, ker mislim, da so priprave te kar dolge. 2 meseca se pripravljamo za tistih 15 dni, ampak na koncu koncev tako pač je. Zadnjo piko na i vaši odločitvi je postavil tudi pogovor z Juretom Zdovcem, v katerem vam je pojasnil, v kakšni vlogi vas vidi, tudi kakšne so njegove ambicije. Se vidite v isti vlogi kot lansko leto, ko ste bili res ta prava lokomotiva ekipe? Ja, jaz osebno ja. Mislim, tudi Jure mi to rekel, tako da saj jaz ne bom pojagoval, kje moram igrati pa kaj. Jaz si samo želim, da bi igrali tako košarko, kot smo lansko leto, ko smo res vsi uživali v njej, vsi igralci, in na koncu koncev vsak posameznik pride do izraza posebej, ne. Tako da mislim, da jaz osebno pač bo malo več pritiska na mene, ampak mislim, da sem že toliko navajen tega iz klubske sezone, iz lanskega evropskega prvenstva, da pač se ne obremenjujem glih kaj s tem, no, ampak tako pač je, na koncu koncev pa smo mi ena celota, ni samo en igralec. Vseh 12 igralcev si moramo pomagati, seveda tudi trenerski štab, in vsi delamo v dobro reprezentance, ne v dobro posameznika. Razbremenitev na tem položaju bi vam pa vendarle prav prišla verjetno. Pred tedni ste že poslali apel Benu Udrichu, naj se pridruži reprezentanci, dejali, da ste govorili z njim. Še kaj potem? Ne, odkar sem prišel v Slovenijo, se z Benetom nisem slišal. Drugače pa saj tako, kot sem rekel, če hoče igrati za reprezentanco, jaz ga pričakujem z odprtimi rokami, ampak to je pa seveda na Juretu, on določa seznam igralcev, kdo bo igral, kdo ne. Tako da bomo videli, kako bo ta situacija potekala. Drugače pa mislim, zadnje 2 sezoni igram že po 38, 36 minut na tekmo, vsako tekmo, tako da mislim, da to glede mene ne bo kaj nič novega. Je pa zmeraj lepo imeti menjavo, da te spočije, da si lahko svež za naslednjo tekmo, tako da, ampak če bi prišel Beno igrati, jaz si ne mislim, da bi on bil meni menjava, ampak da bi skupaj igrala. No, Goran, ampak do začetka priprav boste pa vseeno imeli še naporne tedne, med drugim tudi svoj kamp, ki ga zdaj prvič pripravljate. Je to zelo naporen projekt? Pa naporen projekt. Jaz imam kar dosti ljudi okoli sebe, ki delajo na tem projektu, tako da večinoma so zdaj prijavnice, pa vse organizacija, pa to, oni delajo na tem, jaz osebno bom pa delal na kampu veliko, tako da se zelo veselim tega kampa od 29. junija do 5. julija, 75 otrok, tako da učili se bo angleščino, igrali bomo drugačne športe, pridejo košarkaši invalidi, potem Rašo Nesterović, Marko Milić, Anže Kopitar. Tako da bomo imeli kar dosti zanimivih osebnosti gor na Rogli, lahko se bo spoznavali. Nekako je pa cilj tega kampa, da se imamo vsi super in da spoznavamo nove ljudi, nove prijatelje, in da nekako prikažemo to košarko ne kot, kako bi rekel, nekako prav tisto resno košarko, ampak zabavo. Veliko užitkov med novimi, Gorani Dragič. Hvala.